Pozdravljeni. Kot ponavadi je zopet na vrsto prišel naš običajni komentar novic in tudi tokrat si bomo skupaj ogledali, kaj se je zanimivega zgodilo v preteklih dneh. Za vse tiste, ki še ne poznate tega malce drugačnega formata. Danes se bomo dotaknili 4 različnih tem, kjer bodo vsi članki, ki so navedeni v posameznem sklopu, dosegljivi na bližnjicah, zapisanih v samem opisu. In ko je slika v barvah, seveda navajam tisto, kar sem prebral v že prej omenjenih člankih. Ko se ta spremeni v črno-belo, pa dodajam moj osebni pogled, moj osebni komentar. Tako, na hitro smo še enkrat ponovili, zakaj gre pri tem malce drugačnem prispevku, zato se kar takoj lahko lotimo prve današnje teme. Danes bomo najprej ustavili pri članku, ki je bil objavljen 10. marca na spletnem portalu motorsport.com. Tu smo lahko prebrali, kako je tehnični direktor Joey Addington zapustil svoje mesto pri ekipi Racing Bulls ter se preselil k Red Bull Advanced Technologies. Kaj to pomeni? Da pri ekipi iz Faence bodo njegovi sodelavci nekako skušali zapolniti praznino, ki jo pušča ta dolgoletni tehnični direktor, še iz časov ekipe Scuderia Toro Rosso in nato Alfa Tauri. In po drugi strani verjetno marsikoga zanima, s čim se pravzaprav ukvarja Red Bull Advanced Technologies. In ime kot tako nam že poveda z naprednimi tehnologijami, ampak to podjetje v sklopu koncerna Red Bull ni neposredno tista ekipa iz Milton Keynesa, za katero mnogi navdušenci tudi navijajo. Gre za posebej načrtovano strukturo, ki se ukvarja z raziskavami tudi za, na primer, zunanje stranke, in je tisto podjetje, ki v sklopu Formule 1 projektira, na primer, menjalnik. A treba je dodati kot običajno še kar nekaj pripomb. Najprej to, da popolnjevanje izpraznjenega mesta s tistim kadrom, ki je na razpolago, me v resnici spominja na Scuderijo Ferrari v obdobju Sergija Marchiona. Marchione je rad odpustil tiste, ki se niso strinjali z njegovim mišljenjem, pa naj si bo to pravilno ali napačno. In seveda izpraznjeno mesto, tiste dolžnosti, ki so ostale odkrite, so bile lepo porazporejene med one, ki so v službi ostali. In druga točka, ki je zanimiva. Joey Addington ne bo imel tako imenovanega gardening leave ali prisilnega dopusta, ker ostaja znotraj koncerna, seveda te prepovedi ni. In tu se lahko začnemo spraševati, ali je bilo samo na željo samega inženirja, da je prišlo do te menjave, ali v ozadju tiči kakšna druga razporeditev, ki jo bomo videli tokom sezone. Znano je, da v ekipi Red Bull Racing je v zadnjih mesecih prišlo do ogromnih pretresov. Ampak kar se tiče tehničnega direktorja, ostaja na svojem mestu. Zakaj je bilo potrebno zamenjati tehničnega direktorja pri sestrski ekipi, to pa verjetno še kar nekaj časa ostalo skrivnost. A mi si poglejmo, kaj se je zanimivega zgodilo v drugem današnjem sklopu.
Novica je bila objavljena danes, 12. marca, v raznih virih. Sam navajam tisto, kar sem prebral na spletnem portalu GP Blog. Oskarju Piastriju so pri McLarenu podaljšali pogodbo. In to ne za malo, govorimo o dolgoročni pogodbi, ki bo trajala najmanj do konca sezone 2028. Mnogi avtorji ugotavljajo, kako so se pri McLarenu s to potezo že nekako odrekli možnosti, da bi privabili Maxa Verstappena in kako je nizozemskemu šampionu ostal v resnici samo še Aston Martin. In ukolikor bo želel Verstappen iz Red Bulla prestopiti v Aston Martin, verjetno njegova pogodba ne bo tako bogata, kot bi si lahko mislili samo še pred nekaj meseci. Ker so se opcije zožile, to pomeni, da tudi denarna nagrada ne bo tako bogata. A pustimo sedaj za trenutek pri strani Maxa Verstappena in njegove opcije. Mnogi avtorji se niso ustavili pri dejstvu, ki je bilo več kot očitno. Namreč s tem, ko so Oskarju Piastriju pri McLarenu ponudili tako dolgo podaljšanje pogodbe, so implicitno tudi povedali, da računajo nanj, ampak verjetno ne v vlogi drugega voznika. Torej, zmeraj bolj očitno je, vsaj v tistem mojem pogledu, da je Oskar Piastri voznik, na katerega ekipa iz Wokinga stavi za prihodnost, tako kratko, srednje kot dolgoročno. In tu seveda zopet prihajajo na dan tista vprašanja o vlogi Landa Norrisa v bližnji prihodnosti. Vse bo odvisno, kako bo potekala letošnja sezona. Če bo Oskar Piastri bistveno boljši, je statusa Landa Norrisa kot prvega voznika seveda dokončno konec. Ne smemo pozabiti, da že lani je Avstralec načel ta status Britanca samo v nekaj dirkah. A kot običajno, videli bomo skupaj, kaj se bo zgodilo. Mi pa pojdimo k tretji današnji temi. Tudi v našem tretjem sklopu se bomo sklicevali na članek, ki je dosegljiv na spletnem portalu GP Blog, le da je bil ta objavljen dne 10. marca. In v članku, ki sem ga citiral, lahko vidimo, da je Adrian Newey presenečen nad Lanceom Strollom. Avtor navaja, da je Adrian Newey dejal, da smo bili mogoče malce nepošteni do kanadskega voznika. In tu je treba dodati, da sem bil sam eden izmed verjetno redkih, ki so videli v Lanceu Strollu določen potencial. Nikoli nisem trdil, da je material za šampiona. Videli smo seveda boljše od njega na štartnem razporedu, ampak mnogokrat tudi mnogo slabše. In tu velja pripomniti, da med avtorji, komentatorji in seveda analitiki nekako velja Lance Stroll za nekoga, ki si ne zasluži biti v Formuli 1. In verjamem, da marsikdo bo sedaj dejal, da je pravzaprav denar njegovega očeta Lawrencea Strolla tisti, ki je prepričal Adriana Neweya, da je dejal te pohvalne besede. Verjamem, da mnogi v takšne izjave celo verjamejo, ampak po drugi strani mi je tudi jasno, da takšni osebki o Formuli 1 verjetno ne vedo kaj dosti. Konec koncev lahko vidimo, da tudi nekdo, kot je Adrian Newey, zna videti stvari, ki so nam navdušencem prikazane nekoliko drugače. In o tem velja razmisliti. A pojdimo še k zadnji današnji temi. Za konec
pa kot ponavadi tista rahlo bolj ležerna tema. Danes se bomo ustavili pri članku, ki je bil objavljen 10. marca na spletnem portalu motosport.com, tako v angleškem jeziku kot tudi v italijanskem. Ker se pričenja letošnja sezona svetovnega prvenstva Formule 1, verjetno že vsi napeto pričakujemo, kako se bo odrezal Lewis Hamilton v njegovi prvi dirki za Ferrari. In avtor nam je naštel primere, kako je bilo z tistimi, ki so že bili svetovni prvaki in so pristopili v Ferrari. Napravil nam je dokaj dober pregled primerov od Juana Manuela Fantija pa vse tja do Sebastiana Vettela. In verjamem za mnoge navdušence lep, zanimiv članek, ker pa moram priznati, smo na nekaj pozabili. Navadnemu navdušencu, pa tudi navijaču skuderije Ferrari lahko iz spomina uteče marsikaj, ampak avtorju, ki se ukvarja s Formulo 1, nekaj ne bi smelo. Namreč v roki držim razglednico s podobo nekoga, ki ga ne bi smeli kar tako pozabiti. Namreč na fotografiji je Nino Farina. Tisti, ki je postal slučajno svetovni prvak Formule 1 davnega leta 1950. Eno sezono prej kot že citirani Juan Manuel Fangio. In v sezoni 1952 je vozil za Ferrari. A na tega izjemno pomembnega voznika, prvega, ki je zmagal dirko svetovnega prvenstva Formule 1 in prvega, ki je dosegel naslov svetovnega prvaka, je avtor enostavno pozabil. In to nam pove, na kakšnem nivoju so določeni pisci, prevajalci, prepisovalci, ki o Formuli 1 objavijo. In sedaj, če boste naleteli v vašem priljubljenem viru na podobno zgodbo, preverite, ali je v sestavku Farina sploh omenjen. Če ga ni, točno veste, kdo je v resnici članek napisal. A seveda, za danes, kot ste razumeli, bo to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.